Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni nazaj v podkastu Mladost na kmetiji. Z vami sem Kaja Zupanc in danes sem v družbi mlade, simpatične in preproste Suzane Krhlanko. Suzana, lepo pozdravljena in hvala, da si se odzvala na moje povabilo in me sprejela na vaši kmetiji. Ja, pozdravljeni. Hvala tudi vam, da ste prišli pogledati naše lepe kraje in pogled na Poč ter Pohor. Ravno sem hotela reči, boš kar ti povedala, kje točno se nahajava, iz kje prihajaš. Seveda. Mi se v bistvu nahajamo na, lahko bi rekel, desnem bregu Lužniške doline. In sicer v vasi Pretrež, imamo pa zelo lep razgled na samo dolino ter na Pohorje. Doma imate manjšo prašičerejsko kmetijo. Koliko časa se že ukvarjate? V bistvu smo z samo prašičerejo se ukvarjamo zadnjih kakih 24 let. Prej so se ukvarjali bolj kot ne z rejo moznic ter z pitanjem bikov. Ter pa tudi so imeli kokoši ter zajce, ampak smo potem se postopoma celotno preusmerili v prašičerejo, tudi opustili smo rejo kokoši ter kuncev. Pa je to vaša edina panoga trenutno? Trenutno ja. Kako pomembna pa je genetika pri doseganju želenih lastnosti in produktivnosti pri svinjah? Ja, genetika je zelo pomembna. Mi imamo na kmetiji trenutno sodobne genotipe. Smo razmnoževalna farma. In sicer imamo plemenske svinje, ki so hibridi, in sicer maternalnih genotipov. Maternalni genotipi so večinoma selekcionirani na boljšo plodnost ter da imajo boljše materinske lastnosti. Potem pa so v bistvu parjene z merjasci terminalnih genotipov. To so večinoma v Sloveniji zelo znani Pietrin, Durok, slovenski mesnati Landras. To pa v bistvu, da se izboljšajo lastnosti klanja oziroma lastnosti kakovosti mesa. Kakšna pa mora biti prehrana svin, da dosežete neko optimalnost, neko doseganje optimalnih rezultatov? Je v bistvu prehrana je zelo pomembna. Zdaj, če gledamo že pri plemenskih svinjah, je v bistvu načelo, da se v času brejosti krmi zelo skromno, ker v bistvu nuca krmo za ohranjanje kondicije ter pa za rast plodu. Potem v času laktacije pa svinja potrebuje več energije, zato jo mora krmiti bolj bogato. Je pa tudi krma zelo pomembna že v sesnem obdobju za male pujske, saj se tako navadijo na sam stres, ki nastane ob postavitvi, ko v bistvu začnejo neko samostojno življenje brez matere. Potem pa postopoma delaš na tem, da ohranjaš kondicijo, da dobro priraščajo in da se ne zamastijo preveč. Koliko časa pa traja, da postanejo samostojni? Ja, v bistvu mi imamo laktacijo malo daljšo, je okoli 4 do 5 tednov. Ponekod je že krajša, ampak ostajamo pri tem, da imamo 5 tednov dolgo laktacijo. To pomeni, da so 5 tednov stari, ko jih odstavimo od svinje. Kakšne zahteve pa imajo kaj kupci? V bistvu ful različne. Mi imamo doma prodajno drobno. Ne prodajamo v klavnica, ampak imamo čez celo leto prodajo tako odojkov kot pitancev. Pri pitancih, pri večjih prašičih vidimo, da v bistvu je zelo različno, od kod prihaja kupec. Eni imajo radi bolj zamaščene prašiče, zato da v bistvu jih imajo za predelavo v izdelke. Eni pa pač imajo radi, da so manj mastni, ampak pri vseh je v bistvu pomembno to, da daš ti ven kvalitetnega pitanca. Zdaj nahajava se na Štajerskem.
a je sploh potrebno, da te vprašam, če imate vinograd? Ja, seveda, itak, da ga imamo. Ja, ne vem, še imamo tisto stare brajde, kako bi rekel. Pa tudi zdaj smo še nazaj prevzeli malo vinograda, tako da malo ohranjamo tradicijo, ki so jo naši predniki oziroma naša družina že delala. Katere vina pa pridelujete? Jaz bi rekla špricarino. V bistvu nimamo specifične sorte, so bolj kot neavtohtone sorte, in sicer šmarence ter jurka. Iz tega pač delamo 2 vina, šmarence ter rdečo jurko. Potem je ob trgatvah pri vas zelo veselo. Pa ja, je luštno, zaradi tega, ker se v bistvu povabimo še našo družino. Sicer se tudi z družino veliko vidimo, ker smo dokaj blizu tu doma, ampak se mi zdi, da nasploh tak dogodek zelo poveže še nas med sabo. Zdaj povedala si mi, da si edinka in da si bila kar precej razvajen otrok. V bistvu sem bila, ja. Večinoma z edinci je tako, da smo že imamo tisti prezvok, da smo razvajeni. Ampak se mi zdi, da sem kar hitro so me začeli uvajati. Pa ko sem enkrat to razmišljala, da v bistvu so me bolj razvajali strici pa tete, kot pa moja 2 starša. Ko v bistvu si mogel konstantno pomagati doma, si mogel poprijeti za delo, si mogel iti pomagati na njivo, si mogel nakrmiti živali, vse. Tako da sem imela vseeno tisti mal privilegij, da sem se lahko razvajala, ampak ja, vseeno sta me pa naučila veliko, da kako dejansko lahko samostojno živim. Kako pa bi opisala to otroštvo na kmetiji, to odraščanje? Ja, zelo je posebno. Tak, jaz nasploh imam že od malega rada živali in mi je to soživljenje, sobivanje z živalmi veliko pomembno. Ker tudi, ko smo še imeli kunce in kokoši, sem vedno bila med njimi. Zadnjič mi je glih mama pripovedovala, da sem tukaj rada bila tam v onem prostoru, kjer smo imeli kunce, da sem včasih tudi zaspala tam, zaradi tega, ker sem tako rada bila tam. In pač to je tudi moje... In pa sem zaradi tega vedno hotela v neko tako smer se tudi doštudirati, tako ne rečem. No, če tukaj nadaljujeva, mogoče razmišljaš tudi o prevzemništvu, da bi tudi sama postala gospodarka te kmetije? Ja, v zadnjih letih je kar veliko razmišljanja o tem. Trenutno sem bolj nagnjena k temu, da bom prevzela, ker vidim, da imamo na naši kmetiji potencial in vidim v bistvu, kako veliko sta moja starša not vložila v samo kmetijo, in se mi zdi, da če bom nekaj takega opustila, da v bistvu ne vem, če mi bo lepo pri srcu, kako ne rečem. In bi v bistvu rada nadaljevala to tradicijo, seveda malo izboljšala in malo svojega privdiha dala. Kakšne načrte pa imaš, mogoče, ali pa če te vprašam tako, kako vidiš vašo kmetijo čez 50 let? Načrte je veliko. Se mi zdi, da smo v prašičareji trenutno ful soočeni s tem, da moramo spremeniti rejo, da bo boljša dobrobit in da bojo svinje proste tudi v preseliščih. In se mi zdi, da bo šlo v tej smeri, ker tudi veliko, ko berem po literaturi, te tudi v tujini, vidim, da tudi z spremenjenimi koci lahko hitro prideš na še boljše rezultate, kot jih imamo mi do zdaj. Tako da se mi zdi, da bo v naslednjih 5-10 letih šlo v smeri tega, da bom investirala v novogradnjo ali pa v bistvu dograditev, obnovitev naših hlevov. Te pa to, ja.
mislim, idej je vedno veliko. Moja napaka je, da z vsakim letom dobim eno ekstra ali pa 2, 3 ideje in se konstantno spreminjajo. Tako da bomo videli, pustimo čas v čas. Tako. Kaj pa te najbolj osrečuje v povezavi z življenjem na kmetiji? To, da si konstantno obdan z naravo, konstantno si obdan z nekim, ne vem, sploh ne znaš opisati občutka, ki ti ga dajo živali, ko vidiš, da je sama reja zelo dobra, ko vidiš, da imajo lepe prirasti in ne vem, sploh ne znaš tega občutka opisati. Sama si pa že tudi zaposlena. Kje trenutno delaš? Ja, sem zaposlena na biotehniški fakulteti, na oddelku za zootehniko, kjer v bistvu trenutno isto delam v skupini za prašičerejo kot raziskovalka in sicer se bolj kot ne usmerjam v samo statistiko, koliko so uspešni naši rejci v kontroli, tako sodobnih genotipov, kot imamo mi, kot tudi rejci krškopoljskih prašičev. Sem pa tudi v zadnjem času zelo veliko usmerjena v samo genomiko živali, kjer preverjam porekla. Pa trenutno se ukvarjamo s tem, da bi našli, kako bi izboljšali samo produktivnost in sicer, če obstajajo v genomu prašiča kakšni geni z učinkom na boljše lastnosti, na boljšo produktivnost svin. Lani si pa tudi magistrirala. Seveda. A je bila tudi magistrska naloga povezana z svinjami? Ja. Seveda, da je bila. Že v bistvu moja diplomska naloga je ratala iz tega, da sem se jaz enkrat peljala iz faksa in sem razmišljala, kaj bi lahko napisala jaz v diplomski in sem se spomnila, da smo se doma, oziroma pač z očetom imamo velikokrat pogovore, kako bi izboljšali samorejo, kakšen problem imamo in glih takrat smo imeli probleme z tem postavitvenim stresom in sicer, da pujski ne priraščajo in sem potem se spomnila, da bi lahko nekaj takega pa napisala. Potem je v bistvu moja mentorica dobila idejo, da bi pa vseeno izvedli mini poskus na kmetiji in smo ga v 4 mesecih smo na 12 gnezdih izvedli mini poskus in dejansko smo videli, da je samo, kako bi rekla, dokrmljevanje v stresnem obdobju vpliva. In v bistvu to je bil že povod za to, da so videli nek očitno potencial in mi tudi ponudili službo na našem oddelku. Potem v bistvu za magistrsko sem pa pisala to, kar še trenutno delam, in sicer kako bi lahko uporabil genomske podatke pri reji prašičev. Razvila sem nekako metodo, kako bi sledili poreklo pri mesu in mesnih izdelkih krškopoljskega prašiča. Tako da ja. Pa je bilo težko usklajevati študij in pisanje vseh teh nalog, pa potem delo doma? Je kar težko. Oziroma, imela sem srečo, ker sem takrat, ko sem se zaposlila, smo bolj kot ne študentje imeli predavanja online. In sem v bistvu lahko, če sem bila doma, sem lahko še zraven kaj delala, pa poslušala predavanja. Pa tudi moje mentorice ter šefice so mi dovolile, oziroma so mi omogočile, da lahko spremljam predavanje ter zraven delam. Je pa seveda pač vse
veliko potrebnega usklajevanja, ker tudi moja pot do službe traja 1,5 ure, skoraj včasih, mislim, zjutraj definitivno, ker je zelo velika gužva na avtocesti. Tako da je potrebno vedno pogovor v družini, vedno ob nedeljah povprašam, kakšni so plani za teden, Da se lahko uskladite. se lahko organiziram, da vem, kdaj moram prej, da vem, če si mogoče moram posebej vzeti fries, naprimer, ko je kakšno spravilo ali pa kaj. Tako da ja, je potrebno usklajevanje. Izvedela pa sem tudi, da zelo rada potuješ. Seveda. Kje vse si že bila? Joj, marsikje. Vsako leto probam vsaj kam iti. Vedno imam na začetku leta malo idej, kam bi šla. So pa take, ko pridejo vedno sproti. Ko v bistvu dobim kakšno dobro opcijo in jo vzamem, ali kako ne rečem, sem malo spontana. Sem pa bila seveda v Ameriki, Kanadi ter po Evropi. Smo pa tudi z mojo prijateljico pred letom. Ja, lanski božič ter novo leto obiskali Kenijo, kjer so v bistvu se obedve zelo navdušile v safarijih in vse, ko si dejansko zraven teh divjih živali, kako ne rečeš. In ko vidiš, kako je dejansko, ko živijo v svojem naravnem habitatu. Pa greste v tujini obiskati tudi kakšne kmetije? Ja, jaz imam večinoma tak, da vsaj enkrat na leto grem na kakšno ekskurzijo. Zdaj nazadnje sem bila v Nemčiji, najbolj me je pa navdušilo pred 2 letoma, ko smo obiskali Španijo ter Portugalsko, in sicer smo šli gledati reje iberijskih prašičev. To so zelo posebne reje, ki so v bistvu 3 mesece se na paši pasejo z želodi. In je res pač, ko si ti tam in ko vidiš, čist nekaj neopisljivega, ne vem, kako ne rečem, nekaj takega nismo še navajeni v Sloveniji, po mojem tudi ne bomo, ker smo dokaj omejeni z pašo, pašo prašičev nasploh, ampak tam pa je res nekaj, kar ti ne gre iz glave. Potem se pa niti ne čudim, da prideš vedno nazaj polna idej in načrtov. To je včasih tudi problem. Tako da ja. Si pa tudi članica podeželske mladine. V katerem društvu si? Sem v društvu podeželske mladine Spodnje Podravje. Koliko časa pa si že včlanjena? V bistvu ne dolgo. Mislim, da če po pravici povem, sploh prej nisem vedela, da obstaja podeželska mladina ali pa zveza. In potem sem enkrat naključno, glih potem, ko sem zaključila diplomski študij, sem ugotovila in se kar prijavila. In menda že od 2020 naprej. Imaš tudi kakšno posebno funkcijo? Ja, lani mi je bila dodeljena funkcija podpredsednice, tako da ja, se malo še spoznavam s tem in se poskušam uskladiti oziroma ugotoviti, kako to funkcionira. Kaj pa ti pomeni članstvo v takem društvu? Meni je veliko, zaradi tega, ker smo na dogodkih, se dobimo različni ljudje, ampak smo si pa vsi v enem isti. Vsi imamo doma kmetije. Pa tudi v naši podeželski mladini tudi ni nujno kmetije, ker imamo tudi člane, ki so podeželani, ki so v bistvu ljubitelji. Tako da, ko v bistvu na teh dogodkih, ko se ti pogovarjaš z ostalimi podeželani, dobivaš ideje, se še tudi sam naučiš kaj, dobiš novo perspektivo na določeno rejo, ker v bistvu jaz sem bolj kot ne specializirana že prašiče rejo in mi je zato tudi
zelo všeč včasih, ko kaj novega zvem o govedoreji, o perutnini in vsem. In to, da v bistvu vsak pride z nekim svojim vidikom, ki ga v bistvu lahko ti izraziš. Tako da, ja. Če te pa vprašam po najljubšem spominu iz društva, bi rekla. To jih je zelo veliko. Se mi zdi, da se mi je zelo spomin, pride vsaki občni zbor, ter pa pred 2 letoma, ko smo imeli regijske kmečke igre, to mi je res, smo takrat se glih spoznavali in vse, in je bilo eno tisto večje druženje po zaprtjem zaradi korone. Kako pa vidiš vlogo mladih v prihodnosti kmetijstva, oziroma kako privabiti mlade ljudi v to panogo? Jaz mislim, da mladi smo polni idej, smo željni novega, nismo tuji tehnologiji in se mi zdi, da tako je tisti rek, na mladih svet stoji, ampak se mi zdi, da res stoji, ker bomo mi krojili neko svojo novo prihodnost, ampak ob tem tudi ohranjali tradicijo in vse, kar je bilo za nami. Se mi pa zdi to, kar dela zveza, ki promovira kmetijstvo, da je zelo ključnega pomena, in vidim, da je tudi že velik efekt med mladimi. Če bi imela čarobno palčko in bi lahko spremenila karkoli v zvezi s kmetijstvom, kaj bi to bilo? Da bi poklic kmeta bil na splošno cenjen. To. In mogoče, da bi ne tako dolgo čakali na gradbeno dovoljenje. Tega si pa verjetno vsi želijo. Mislim, ko hočeš za investicijo, moraš kar hitro začeti. Zdaj za konec pa sem ti pripravila še 2 stavka, za katere želim, da jih dokončaš. In, življenje na kmetiji je lepo, ker si obdan z naravo, ker ti je redko kdaj dolg čas, ker zmeram vidiš nekje potencial za igro, za delo, ampak ob enem seveda živiš z živalmi. pa mogoče še tvoj najljubši del dneva na kmetiji in zakaj? Se mi zdi, da na naši kmetiji je to zjutraj, ker imamo nekako že prav rutino, ko zjutraj pozartekujemo in gre pol vsak nekaj delati. Jaz sem večinoma zelo rada med pujski in zato bom vedno šla v preselišče ter čakališče. Očeta pa vedno pusti, da gre pitališče opraviti. Tako da jaz mislim, da jutro. Čeprav tudi večerje so zelo lepe. Suzana, hvala za tvoj čas in želim ti, da izpolniš vse zarisane cilje in želje. Hvala tudi vam. Tako, pa smo spoznali še eno mlado, nadobudno kmetovalko. Dragi poslušalci, hvala, da ste z nama vztrajali do konca pogovora. Se poslušamo spet kmalu.